Agri 2016 se predstavlja 34 kmetijskih in živilskih podjetij in to na našem razstavnem prostoru Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. To so naši člani, s katerimi sodelujemo skozi celo leto in seveda nam je v ponos in čast in seveda tudi vidimo kot potrebo, da se predstavimo skupaj z njimi tukaj na Agri. Prav poseben poudarek že nekaj let dajemo njihovim blagovnim znamkam, kajti to je sejem za potrošnika in menimo, da je pomembno, da potrošnik vidi, da te naše glavne blagovne znamke še obstajajo, jih lahko tudi poskusijo, kajti brez pokušin potrošniki ne vejo, kaj je novega in jaz mislim, da je to tudi ena dobra pot, da potrošnikov podjetja predstavijo, kaj novega ponujajo na sejmu. V sklopu našega razstavnega prostora deluje tudi sejemska pekarna, ki jo vodijo naše članice, podjetja, pekarne. Imamo razstavo najboljših pekovskih izdelkov in seveda tukaj na srednjem prostoru pa mislim, da je izredno pomembna točka, kjer se srečujejo različni predstavniki inštitucij, predvsem ministrstva, inšpekcij, drugih zavodov, skupaj z nami, ki celo leto skrbimo za naše člane. Veseli smo obiska vsakega našega člana, s katerim se tukaj tudi pogovorimo o težavah in nekako začrtamo tudi pot, kaj bomo naredili v prihodnje. Poleg tega statičnega sejemskega dogajanja seveda skrbimo tudi za informiranost naših članov in seveda tudi drugih institucij. Tako pripravljamo v sklopu sejemskega dogajanja kar nekaj dogodkov. Začeli smo z žitno verigo v nedeljo. V ponedeljek je bil upravni odbor Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Danes bo kar pestro dogajanje na našem sejemskem prostoru, kajti imamo konferenco o sadjarstvu, nekakšen prerez letnika, kaj se bo zgodilo v jeseni. In kar je pa izredno zanimivo in kar je novost na našem prostoru, pa je, da v sklopu mreže EN gostimo tukaj številne gospodarstvenike, ki bodo odkrili svoje povezave, poslovne povezave skupaj z drugimi zainteresiranimi iz te regije. Od leta 2014 je sadjarstvo pod hudim pritiskom zaradi ruskega embarga in na žalost je leto še najhujše zaradi zgodovinske pozebe, ki je naredila ogromno škodo slovenskim sadjarjem. Ocenjuje se, da je več kot 83% izpada, tako da glavni izziv slovenskega sadjarstva je letos preživeti in z pomočjo države nekako zopet zagnati v 2017 proizvodnjo in upati na boljše čase. Tako kot vsako leto smo tudi letos na sejmu Agra v Gornji Radgoni pripravili razstavo pekovskih izdelkov, ki so v letu 2016 prejeli zlata priznanja za odlično kakovost. V letošnjem letu imamo rekordno število vzorcev, tako da smo morali tudi, metre te razstave nekako povečati. Sami kupci oziroma obiskovalci sejma Agra so izredno zainteresirani za te izdelke. Na tej razstavi se postavljajo nam številna vprašanja, tako v zvezi z samo tehnologijo, kot tudi sestavo izdelkov. Tako da bom rekla, da nekako trend potrošnika je, da se pravzaprav podučuje za vsem, se pravi z poreklom, z surovinami, za samo tehnologijo in tako naprej. Na osnovi teh informacij se potem izbere produkt. Ajdovska deklica je letošnji zmagovalec tekmovanja Ekotrofelija. Za kakšno tekmovanje gre? To je tekmovanje za študente. Študenti imajo veliko idej in mi verjamemo, da bi te ideje lahko veliko pripomogle tudi živilskim firmam, da bi izboljšali svoj inovacijski potencial. V našem projektu smo predvsem razvili eno novo živilo, gre se za kremni sladoled z okusom ajde in pa kiselega mleka.